Spoštovani, najprej lep pozdrav iz Bruslja. Pa smo skupaj s prvim pomladnim dnem dočakali resnično pomlad. Medtem ko za pomladansko utrujenost v preteklih dneh preprosto ni bilo časa. Na mini plenarnem zasedanju, ta se zmeraj odvijajo v Bruslju, smo se poslanci v Evropskem parlamentu ukvarjali z številnimi zanimivimi temami, ki vam jih na kratko predstavljam. Še preden pa začnem, iskreno voščim vsem materam ob njihovem dnevu. Morda ste se že kdaj vprašali ali pa se celo jezili, zakaj so včasih določene stvari urejene tako, kot so v Evropski uniji. Morda ste ugotovili, da bi bilo treba kak zakon na evropski ravni spremeniti, dopolniti ali pa ga preprosto ukiniti. Poti, kako to uresničiti, je več. Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, pa daje evropskim volivcem še eno novo možnost. Gre namreč za tako imenovano državljansko pobudo. Če za svojo idejo navdušite milijon evropskih državljanov iz 5 držav in zberete njihove podpise, lahko od Evropske komisije zahtevate, da obravnava vašo idejo ali pobudo in jo spremeni celo v zakonodajni akt. Verjemite, da je omenjena številka dosegljiva in realna. Evropska komisija pa nam je predstavila prve ideje, kako bo potekalo izvajanje in uresničevanje tega demokratičnega projekta. V razpravi na plenarnem zasedanju sem poudaril, da predstavlja pomemben korak k odpravi tako imenovanega demokratičnega deficita v Evropski uniji. Še ena dobra novica za evropske državljane, ki potujejo z letali izven Evropske unije. Vsak, ki je kdaj letel, verjetno pozna tisti prijetni občutek, ko si znova na varnih, trdnih tleh. Kot veste, določene letalske družbe ne smejo pristajati na evropskih letališčih, ker niso dovolj varne in so na tako imenovanem črnem seznamu. Poslanci pa se zavzemamo, da bi tovrstne črne sezname uvedle tudi druge države, tako da bi bili potniki bolje obveščeni o varnosti posameznih letalskih družb in bi se lahko lažje odločili, katero podjetje izbrati za svoje potovanje. V Evropi pa smo poslanci skoraj vseh poslanskih skupin zaskrbljeni nad usodo Romov in njihovo premajhno vključenost v družbe. Zato smo sprejeli posebno resolucijo o tem, kako najbolj učinkovito uporabiti evropska finančna sredstva in pozvali države članice k aktivnejši vlogi na tem področju. Seveda se nismo mogli izogniti gospodarskim temam, še posebej v teh časih, ko se soočamo z težavami v evroobmočju zaradi nestabilnosti javnih financ, zlasti v Grčiji, pa s posledicami gospodarske krize tudi v nekaterih drugih državah. Poslanci smo prisluhnili predsedniku Evropske centralne banke Jean-Claude Trichetju in mu zastavili konkretno vprašanje glede tega, kako naprej. Razpravljali smo tudi o proračunu Evropske unije za leto 2011, v katerem bi po našem mnenju morali biti namenjeno več sredstev za okrevanje gospodarstva, za raziskave in razvoj, izobraževanje in mlade. Poleg tega smo se poslanci seznanili še s pripravami na Evropski svet, ki pravkar poteka nedaleč od tu. Imenovali pa smo tudi 10 novih članov Računskega sodišča v Luksemburgu. Hvala za pozornost in lep pozdrav v Slovenijo.